Pozdravljeni. Želja, pričakovanje, namera vmes. Nekaj o tem. Vam je kdaj v življenju kdo rekel, ne želi si tako močno, ker s tem baksuziraš razplet? Ali pa ne govori o željah na glas, ker bo potem zagotovo šlo kaj narobe? Meditacija je po mojem mnenju učinkovit način, ko predihamo stare vzorce in vnesemo novo oziroma ozavestimo vzorce, ki smo jih sčasoma preprosto ponotranjili, ter še kako vplivajo na naš način komunikacije in odnose, ki jih vzpostavljamo s sabo in z drugimi. Nikoli ni prepozno, da spremenimo frekvenco radijske postaje, če nam zvoki in rezultati naše komunikacije ne ustrezajo, če nam življenje ne prinašajo tistega, kar si želimo. Zazrimo se globlje v naše želje, namere, pričakovanja in morebiten razkorak med njimi. Ko si nekaj želimo, vso svojo pozornost usmerimo v ta cilj. In s to osredotočenostjo ali pozornostjo ni nič narobe. Problem je, če željo prepoznamo, a je ne znamo spustiti. Držimo jo v umu, pogrevamo in ego vodi naš ples. Želimo vplivati na pot, v umu začrtamo način rešitve in vsak odmik od te je poraz. Toda rešitve in poti za uresničevanje naših želja praviloma niso doma na ravni uma. Vse naša zavest v odgovor ponuja samo več enakega na podlagi izkušenj, vzorcev. Ko se nam v življenju zgodi, da smo s to željo preveč obremenjeni, da je preprosto ne znamo spustiti, smo priča razkoraku. Ne zaupamo v predajo želje univerzumu, temu, da obstaja več različic, ki nas lahko pripeljejo do uresničitve. Zato stiskamo to željo pri sebi, potenciramo njen pomen in hkrati dvomimo, smo tesnobni, v skrbeh. Lepo željo obdamo s kopico nizke vibracije oziroma s čustvi z dna čustvene lestvice. Prepričani, da smo svoje sreče kovač, tako med željo in njeno uresničitvijo postavimo veliko črno škatlo, v kateri zbiramo vso čustveno navlako. In medtem, ko tako goreče in srčno želimo, nam naša energija življenja kopni. Ali kot bi dejal znan slovenski pesnik, iz dneva v dan me je manj. To se nam lahko dogaja v osebnem življenju ali na poslovni poti. Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste imeli kakšen poslovni ali zasebni pogovor z nekom in ste čutili izredno energetsko ujemanje. Vibracije vaših čustev in čustev sogovornika so prijetno zanihale. Zrcalno ujemanje neverbalne komunikacije je bilo na visoki ravni. Energija besed je bila uglašena. In bili ste prepričani, da bo uresničena tudi vaša želja, da se ta poslovni ali zasebni stik lahko nadaljuje, nadgradi s sodelovanjem. Na koncu se to iz vidika tega fizičnega sveta ni zgodilo. Morda se vaša pričakovanja niso ujela z realno poslovno ponudbo sogovornika ali obratno. In na tej točki ne smemo klecniti. Zelo pomembno je, da ohranimo zapuščino te prijetne visoke vibracije in dobre energije. Zakaj? S pomočjo meditacije ali z drugimi načini vzpostavitve stika z notranjim jazom lahko najdemo odgovore. In največkrat se zgodi, da smo z umom skušali namerno spregledati razkorak med našo notranjo in zunanjo namero. Zavemo se lahko, da je bilo to energetsko izredno prijetno srečanje morda preprosto prehitro. Morda se nam v življenju ponudila kdaj drugič kakšna drugačna priložnost. Ampak stopili smo na portal dobrega nihala, dobrih vibracij, novih priložnosti. Prav dogodek, ki nas je navdal s prijetnimi čustvi, ko smo si želeli pozitiven razplet, pa vendar se ta ni iztekel po naših pričakovanjih, nam lahko na pot prinese še nekaj boljšega za nas. Toda le, če vibracijsko ne zdrsnemo na dno čustvene lestvice, kjer se vnovič obdamo z jezo, strahom, zamero, razočaranjem. Če smo iskreni s seboj, lahko največkrat ugotovimo, da kljub dobrim energetskim vibracijam s sogovornikom pogovor z našo dušo, našim notranjim jazom, očitno ni bil povsem skladen. Dobimo razlago, da je naš želel, toda duša je protestirala ali obratno. Ko smo prepričani, da je odločitev prava, to preprosto čutimo kot notranji mir in ne kot nemir. Ne dvomimo s postavljanjem nenehnih podvprašanj, kaj pa, če bi. Spomnimo se modrosti naših omic, ki so znale reči, je tako že moralo biti. Ko dojamemo, da v življenju ne obstaja zgolj ena, naša in pričakovana pot do cilja, temveč se odpremo za mnoštvo različic na tej poti, to pomeni, da dejansko najdemo svoj notranji mir. Odpošljemo željo v univerzum, ne oklepamo se je več za vsako ceno.
predamo se razpletu brez nadzora. Brez tiste besedice moram in tako mora biti, kot bi oddali loto listek. Spremembe se nam začnejo dogajati brez objektivnega uma, brez tako predvidljivega odziva na življenje. Velikokrat se namreč ne zavedamo, da je naš kot računalnik, ki ga resetiramo in ima svoj arhiv. Iz njega vlečemo rešitve na podlagi navad, izkušenj. Predaja je tako eden od zelo pomembnih korakov v fazi meditacije, ki je nujna sestavina slehernika, ki se odloči za delo na sebi in za duhovno rast. Zelo dobro te faze v svoji knjigi o meditaciji opiše Joe Dispenza v izvirniku, je pa seveda tudi na razpolago v slovenskem prevodu načela meditacije za odpravljanje zasidrenih prepričanj. Z željami je tako, kot mi je v najstniških letih dejal eden mojih prvih urednikov v medijskem svetu. Vsi sedite tukaj in navijate za Bojana Križaja, ampak če ne boste stopili na smuči, ne boste znali smučati, kaj šele, da bi bili približno tako dobri, kot je on. V eni od knjig sem zasledila prav tako izjemno misel, če hočete zadeti na lotu, potem je treba kupiti vsaj listek zanj. Skratka, samo želja brez namere ni dovolj. Namera ali namen je, kot pravi Chopra, tista nujna moč, akcija, ki vsako željo približa uresničitvi. Pomembno pa je, da ne vztrajamo pri tem, da je samo ena pot za uresničitev naše želje prava. Ko če našo željo povežemo s pričakovanjem o tem, da je zgolj in ena pot tista, ki nas bo popeljala do cilja, smo v stresu, smo v neskladju sami s seboj, smo žrtev pričakovanj. Najpogosteje se nam zgodi, da svojo notranjo namero v smeri napredovanja proti cilju zminiramo sami. In sicer tako, da si nekaj želimo, a smo v nasprotju z lastnimi pričakovanji. V podzavesti, v našem notranjem dialogu smo obremenjeni z vzorci navad, preteklih izkušenj, vidimo namreč povsem drugačen rezultat. To so takšni stavki, ki jih zagotovo slehernik med nami pozna. Želim si, ampak ni variante, da tole tudi uresničim. Želim eno, pričakujem drugo. In tako si pot manifestacije želenega zablokiramo. In dosti lažje je potem v življenju sprejemati vlogo žrtve, kako so vsi drugi krivi za naše neuresničene želje kot pot kreatorstva. To pomeni, da sprejmemo svoje življenje kot pot, ki jo lahko posujemo z različnimi željami, sprejemamo trdne notranje namere za njihovo uresničevanje, hkrati pa ne pričakujemo zgolj ene in edine zveličavne resnice, ampak smo odprti za množstvo različic, ki nam jih življenje ponuja. Do cilja nas lahko pripelje več poti, z več ali manj preizkušnjami. Dovolimo si želeti, kreirajmo tako, da z vibracijo, dobra misel sproža dobro čustvo, pritegnemo želeno v svoje življenje in s pričakovanjem le potrdimo to, kar si želimo. Želim in tudi pričakujem, da želeno že imam, ali kot pravi zakon kreacije, ko se počutiš dobro, to pomeni, da misliš, govoriš in deluješ skladno s svojo namero. Ko svojo željo uskladimo s prepričanjem, da to že imamo in se od ega in razuma odmaknemo k sebi ter si prisluhnemo, stopimo na pot, ko je vsak nov dan v življenju priložnost, da sami izbiramo med množstvom različic rešitev, s katerimi smo obdani. Kreiramo, se zavedamo minljivosti svojega življenja na tem planetu in nismo žrtve zunanjih okoliščin. Ko se sama oziram nazaj na prehojenih 54 let življenja, in svojo knjigo, Moja pot, startupi za svoje življenje, lahko ugotovim, da mi je bilo dobro takrat, ko sem bila kreatorka. In tudi, da so se mi padci v življenju dogajali vselej, ko se je v meni prebudil tisti glasek, moram, in je bil ego glasnejši od duše, ter sem bila gluha za vse ostale priložnosti in različice. Berite, razmišljajte, dvomite in iščite pot k sebi ter zase. Živite za trenutek zdaj in si za naslednje čtivo morda izberite knjigo 7 duhovnih zakonov življenja, ki vas popelje skozi pojme čiste možnosti, dajanja, karme, najmanjšega napora, namena in želje, nevezanosti ter darme ali življenjske dolžnosti. Predvsem pa ne dovolite, da vam zunanje velikokrat negativne vibracije načnejo življenjsko moč, da prenehate biti kreatorji in postanete žrtve življenja, edinega, enega samcetega, na posojo nam danega. Uskladite svoje želje, notranjo in zunanjo namero ter pričakovanja. Dobro je, da se vsake toliko časa namreč opomnimo na zelo preprosto dejstvo.
Znanja, ki smo si ga pridobili, in naše notranje moči, ki jo iz dneva v dan obnavljamo, nam ne more nihče vzeti. Vse ostalo je minljivo in razgradljivo. Biser Puščaš z energijo za boljšo komunikacijo in odnose. Pridružite se naši Facebook skupini. Srečno!